se je zgodba začela razvijati tako, kot se je pri količku številka 1? Ne, da se je začelo tam razvijati, ampak pač kljub temu, da sem udaril prve vratce, sem bil dosti samozavesten, da sem bil, da z dobro vožnjo lahko še zmeraj pridem v finale. Nažalost me je glih tisti dotik na koncu stal finala, ampak pač vožnja se mi začela tam od mosta naprej podirati. Začel sem ostati preveč na silo in prehitevati čas in na koncu je pač naredil, kar se je naredil tam na onih protitočnih vracih pred Niagaro. Ko sem obrnil, je malo koleno zdrsnilo z opore in enostavno sem se prevrnil. In pol, ne vem, sem poskušal pofajtati še do cilja. Brez tiste dvojke na prvih vracih bi bil kljub tem prevračen še zmeraj v finalu, tako da lahko nekaj pozitivnega iz tega ven potegnem, ampak po drugi strani pa ne vem. Mogoče sem iskal zlatno ribico čez 3 tedne pod vodo. Sicer pa polfinalni spored se ne pomnim, kdaj bi bili tekmovalci tako izenačeni, dejansko je vse skupaj na desetinke, stotinke. Ja, pozna se, da smo pač mi zdaj predstavljeni na drugi dan, tako da vidimo že en dan prej, kako isti in kaj kašice, ko delajo, kje so tista mesta, ko se delajo napake oziroma se da kaj časa pridobiti in pol to zanaliziraš in se mi zdi, da so vsi dosti bolj pripravljeni in zaradi tega so tudi manjše razlike. Nasploh že tudi tukaj v Sevti so bile majhne razlike, zmeraj je bilo tako za finale med prvim in 10 2 sekunde in tudi danes so to potrdili. Tako je, ne, malo mi je žal zaradi tega, ker počutil sem se dobro, ampak ne vem, pol po tistem sem enostavno zdravil, sem se pustil znervirati, kar ni v moji navadi, čez progo dol in ne vem, jaz sem iz tega sem nekaj naučil, da bolj zdaj, kot pa pol čez 3 tedne bil. Včeraj ste praznovali 35. rojstni dan, vse najboljše v imenu vseh, ste si pa najbrž želeli sami sebi najbrž pripraviti lepše rojstnodnevno darilo. Ja, lepše rojstnodnevno darilo, zdrav sem, nimam nobenih težav s kakim poškodbom ali pa karkoli. Imel sem sicer malo problemov zaradi cel teden na treningu, tle sem si malo prepolno nategnil, ampak je bil že danes redi, tako da izgovor tle ne bom iskal. Ampak je pa res, da ne vem, ponovadi je tako vse, en let dober, drug let slabo, tako da jaz upam, da sem bonus za letos izkoristil s temi napakami, zdaj pred svetovnim prvenstvom, kako se že rekel, bolj zdaj, kot pa čez 3 tedne, pa tudi tle vse to, ne vem, jaz se zmeraj dobro počutim, ne glede na rezultat. Pač tak je šport, se nimaš kaj, enkrat si med boljšimi, drugič nisi, vsi se borimo za to, da bi bili najboljši in napake se dogajajo v tako izenačeni konkurenci. In jaz lahko ostalo sam čestitam pač tistim, ki so prišli v finale in da sem zdaj dobro boril v finalu, tudi Niko tu želim vse srečo in jaz sem dobro pokazal, da ni bilo samo naključje, da se je vrsta letos v ekipi. Vas je presenetil Niko ali ne? Prvič sedaj med elitno deseterico na največjih tekmah svetovnega pokala? Pa ne, ni presenetil, Niko se zna veslati in pač do zdaj se mu še ni sestavila vožnja cela, da bi prišel v finale, danes se mu je, tako da jaz upam, da bo zdaj še nadgradil to in da bo uspel in v prvi vrsti dobra vožnja in posledično tudi dober rezultat. Peter, v letošnji sezoni začeli ste z naslovom evropskega prvaka, v svetovnem pokalu dodali 2 stopničke, tudi 1 zmago. Vem, da vedno rajši pogledujete naprej, svetovno prvenstvo, najbrž tekma, ki največ šteje v letošnji sezoni. Vaše misli malce za nazaj, malce za naprej? Ja, jaz sem že pred sezono rekel, da pač bo moj glavni fokus na svetovno prvenstvo. Malo je zdaj grenkega preizkusa zaradi te tekme, pač pustimo tacno, kar se je naredil, se je naredil. Tle sem že dobro, sem pripravljen, dobro sem treniral. Pač tako, ko se rekel, enkrat gre, drugič ne gre, važno, da bo čisto odlično.